Tokrat se je na Vrčicah zbralo okrog 30 pohodnikov, odločenih, da se bodo bosi vzpeli na najvišji belokranjski vrh. Lansko leto sem bil tudi in je bila dobra izkušnja in letos obvezno sem si rezerviral termin, da grem tudi letos. Kaj je bilo lani najtežje? Najtežje je bilo, ko je začel dež padati in je začelo malo drseti. Deževalo je tudi tokrat, a to ni motilo pohodnikov. Večina med njimi je namreč bosih tudi doma in to vsak dan. Od konca marca, aprila pa do novembra meseca skozi bos. Vse povsod. Vse, kamor grem, doktorjih imaš, na pogreb, kamor grem bos. In zakaj? Zaradi zdravja. In učinki so vidni. Ja, zelo. Jaz sem v hraste po nogah 32 let, ker pa bus hodim en mesec začel, je pa zginilo. Neverjetno. Da premalo hodimo bosi, pravijo tudi strokovnjaki, še posebej otroci. Posledice pa so ploska stopala in številne druge nepotrebne težave. Hoja brez obuval je namreč zdrava tudi iz drugih razlogov. Na nogi imamo toliko teh točk, energetskih občutljivih točk in s samim masiranjem se marsikaj poboljša tudi zdravje. Zato se vedno več ljudi odloča, da hodijo bosi in tudi vedno več se jih udeležuje pohodov bosonogih, ki jih je kar nekaj v Sloveniji. Seveda pa je treba pred daljšim pohodom malo utrditi noge, pravi Kukman. Moraš malo bos hoditi par dni ne bo dosti, treba več, da se utrdiš pod plat sam. Tudi doma hodim bos, obvezno. Tudi me ne pika, če grem naprimer v Kolpo ali pa na plaži ali karkoli, tako da tudi malo treniram in je to tudi zelo fajn, da malo potreniraš. Nekateri imajo sicer malo drugačne izkušnje. Enkrat sem si kupil gojzarje, se pravi, ne enkrat, se večkrat, ampak so me tukaj žulili ta frišni, da sem se mogel kar hitro sezuditi. In pa sem šel kar bos do vrha. Ni problem. Ni problema sploh. Bolelo me je fajn od žula bolj, tisto bolj bolelo kot to, kaj je pika. Ko greš prvič bos na pohod, seveda malo pika, so nam priznali pohodniki, preden so krenili na slabih 5 kilometrov dolgo pot na Mirno goro. Najprej po asfaltu, nato pa po makadamu, travi in gozdnih poteh.